sodelovalno delo in komuniciranje na daljavo. Če ne prej, smo se v zadnjem tednu zavedli, da za izvedbo sestankov danes ni potrebna fizična prisotnost. Sodobna tehnologija podpira delo do doma. Za udeležbo na sestanku na daljavo tako potrebujemo le dostop do spleta in katero od mobilnih naprav. Videokonference so nam v pomoč pri sodelovanju in komuniciranju s sodelavci, izvajalci in drugimi, ko so ti oddaljeni od nas. S kratkim videoposnetkom vam želimo predstaviti možnosti, ki vam jih orodja za komunikacijo na daljavo omogočajo, ter kratek seznam orodij, ki vam bo v oporo, ko boste izbirali svoje orodje. Ko govorimo o orodjih za spletno konferenco, imamo pogostokrat v mislih njihove naslednje značilnosti. Tabla, ki omogoča risanje ali označevanje na skupnem zaslonu, deljenje zaslona, ki omogoča deljenje vašega zaslona s drugimi sodelujočimi, audiokonference za takrat, ko je za sestanek dovolj že samo zvok, spletni tečaj z možnostjo izvedbe usposabljanja na daljavo, spletni sestanki na daljavo, pri katerih gre za srečanja in vam omogočajo pošiljanje vabil v koledar udeležencev, ter klepet, ki omogoča neposredno pisanje med udeleženci. Orodij, ki omogočajo sodelovalno delo na daljavo in videokonference, je res veliko. Predstavili jih bomo samo nekaj, najprej tista, za katera menimo, da jih morda na vašem organu že imate, in potem še nekaj malce manj znanih, a vseeno uporabnih orodij. Vsa predstavljena orodja so brezplačna ali pa so brezplačna za določen čas. Skype je pogosto uporabljeno orodje. Gre za brezplačno orodje, ki omogoča medsebojno komuniciranje do 50 uporabnikov. Ponuja audio ali video pogovore, konferenčne pogovore, poleg tega pa tudi prenos besedilnih sporočil in datotek med uporabniki. Zoom je zelo enostaven sistem za uporabo pri komunikaciji na daljavo. Prosta različica omogoča neomejeno število sestankov v dolžini do 40 minut in za do 100 udeleženci. Webex omogoča organizacijo virtualnih sestankov, pošiljanje sporočil, videoklice in deljenje dokumentov. Za posameznike, ki delajo od doma, je trenutno na voljo brezplačna različica, ki ponuja neomejeno število sej za do 100 udeležencev in deljenje vsebine v visoki ločljivosti. Spletne konference Vox so zelo poznane organom, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. So enostavne za uporabo, omogočajo uporabo številnih orodij za dodatno komunikacijo. Prenos slika z namizja, sodelovanje v klepetalnici, pisanje zapiskov, glasovanje v anketah, izmenjavo datotek in tablo. Uporabne so tudi za organizacijo sestankov in predavanj na daljavo. Za administratorja konference oziroma sklicatelja sestanka je potrebna AI prijava. Organi, ki imajo na svojih računalnikih nameščen Office 365, lahko za skupinsko delo na daljavo uporabljajo orodje Teams. Ta omogoča komuniciranje s sodelavci preko skupinskih pogovorov, spletnih sestankov, zvočnih pogovorov in spletnih konferenc. Omenjeno orodje lahko uporabite tudi za sodelovalno delo na skupnih datotekah v Wordu, Excelu in PowerPointu. Orodje SamePage vsebuje znotraj enega oblačnega delovnega okolja več različnih orodij. Poleg orodja za komunikacijo vsebuje še orodje za vodenje projektov, vodenje sestankov, sodelovanje na daljavo, videokonference, deljenje zaslona in deljenje datotek. Livestorm je preprost, a zelo uporaben videokonferenčni sistem za poslovno uporabo. Omogoča izvedbo in snemanje spletnih tečajev in spletnih konferenc. V brezplačni različici sta edini omejitvi pri številu hkratnih udeležencev v spletnih tečajih ter v trajanju posameznega spletnega tečaja. Tako, pri koncu našega seznama smo. Upamo, da vam bo katero od orodij v pomoč in vam hkrati želimo veliko prijetne komunikacije na daljavo. Spremljajte nas na ua.go.si.